In dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. Kakšna investicija, kaj so? In v današnjem videu Prime. Kaj sploh je tale kriptoprojekt? No, tukaj imam že pripravljene zapiske. Echelon Prime, torej Prime, je napreden kriptoprojekt, ki združuje blockchain tehnologijo z inovativnimi pristopi k decentraliziranemu financiranju in igralniški industriji. Njegov cilj je ustvariti ekosistem, kjer lahko igralci, razvijalci iger in vlagatelji sodelujejo na enotni platformi ter izkoriščajo prednosti tehnologije veriženja blokov. Osrednji del projekta je žeton Prime, ki deluje kot gonilo ekosistema. Prime omogoča uporabnikom, da sodelujejo v decentraliziranem finančnem sistemu, kjer lahko uporabljajo svoje žetone za trgovanje, vlaganje in pridobivanje nagrad. Projekt poudarja transparentnost, saj se vse transakcije in aktivnosti beležijo na blockchainu, kar zmanjšuje tveganje za goljufije in povečuje zaupanje med uporabniki. Torej, kar zanimiv projekt, ampak kako bo šel skozi našo lestvico? Dajmo si pogledati. Če pogledamo najprej spletno stran, imajo tako kar precej enostavno spletno stran. Morda sem bil kar malček razočaran, ko sem prišel gor. Imajo pa zato white paper oziroma belo knjigo, kar lepo napisano z vsemi možnimi podatki in kot vemo, kot vedno opozarjam, si je treba to vse pred kakršnimi koli investicijami prebrati. Tako da, kot smo že šli skozi tale projekt in če pogledamo zdaj ta prvo sekcijo našega pregleda, ki je pregled projekta, jasnost cilja projekta, ja, vsekakor je jasen cilj, tudi vpliva na realno industrijo, torej igralniško industrijo, in jasnost bele knjige, ja, vsekakor bela knjiga je zelo jasno napisana, tako da tukaj dobijo 15 točk od vseh možnih 15. No, naprej se pa malček zakomplicira. Ekipa in podpora. Jaz, na primer, nisem našel nikjer podatkov o ekipi. Naprimer, tukaj ponavadi vedno pogledamo na cryptorank.io, ni nobenih podatkov o ekipi, tudi o kakšnih vlagateljih ni podatkov. Potem sem našel še tole spletno stran tokeninsight.com in če gremo tukaj na team, vidimo, tudi ni nobenih podatkov. Zdaj, kar sem našel, je tole na njihovi spletni strani, kjer imajo določene emisarje, ampak tukaj so njihove Twitter oziroma X povezave, e-mail in pa Discord račun, kar nam ne pove kaj dosti. Ponavadi je najboljše, da si pogledamo njihov LinkedIn, tudi pač so anonimni, imajo izmišljena imena oziroma nickname, če lahko tako rečemo. Tako da za tole drugo sekcijo dobijo žal nič točk od vseh možnih 15. Naprej imamo tretjo sekcijo, blockchain in žeton. Zdaj, uporaba blockchaina je vsekakor upravičena, tudi uporabnost žetona je tukaj, tako da tukaj dobijo 10 točk od vseh možnih 10. Potem imamo tukaj napredek in cilji, kako kaj obveščajo svoje uporabnike, in tudi tukaj sem našel na Coindarju jih obveščajo, ampak to bolj tako enkrat do dvakrat mesečno, niso ravno najbolj pogosti, ampak dobro, je vsaj redno, in poleg tega imajo tudi tukaj svoj blog, ampak kot sem že večkrat poudaril, mi smo zdaj že morda kar malček vajeni, da imajo prav kot neko svojo razpredelnico, kaj na čem trenutno delajo in kako daleč so v tem procesu. Tako da tukaj dobijo 3 točke od vseh možnih 5.
Naprej imamo tehnično analizo in to lahko pogledamo kar tukajle na cryptorank.io. Bom šel malček dol, kjer imamo tale graf in bom dodal še indikator RSI. Tako, ta je ta najbolj priljubljen. Zdaj smo v neki rasti, ampak bo pa treba malček paziti. Tukaj imamo namreč eno medvedjo divergenco, jo bom kar označil. Torej imamo vrh in pa višji vrh, medtem ko tukaj pri RSI imamo pa vrh in pa nižji vrh. Zdaj, to se je že malček izteklo, bomo videli, če bomo šli slučajno še nižje. Drugače pa lahko vidimo, da imajo kar visok volumen tudi na uglednih menjalnicah. Tako da to je ok. Zdaj, cena in moč trenda, tukaj smo rekli mešani oziroma neutralen trend. Volumen in likvidnost imajo velik volumen in tehnični indikatorji so malček tako. Tako da v tej sekciji tehnične analize dobijo 11 točk od vseh možnih 15. No, potem naprej imamo sentiment. In to se bomo pogledali kar tukaj na njihovi spletni strani, imajo povezavo na svoj Twitter. Torej, imajo 22.000 sledilcev, morda ni toliko dosti, kot smo vajeni pri drugih projektih, ampak še vedno je kar visoka številka in pa Discord, kjer imajo tam nekje 4.000 sledilcev. No, ta številka je kar nizka, očitno se bolj osredotoča na Twitter oziroma na X. Tako da, ok, tukaj imajo veliko skupnost. Zdaj, kar se tiče adopcije uporabnikov, kot smo videli tukaj na njihovem blogu, samo malček, imajo kar nekaj adopcije, tukaj obveščajo o novih igricah, ampak je treba upoštevati, to je še vedno mladi projekt, tako da tukaj se morajo še kar precej razvijati. Tako da v tej sekciji sentiment dobijo 8 točk od vseh možnih 10. In naprej, ta zadnja sekcija, 7. sekcija je Certik varnostno preverjanje. No in tukaj moram reči, da sem bil kar malček razočaran. Sicer ocena je še kar visoka, ampak ni tako visoka, kot smo ponavadi vajeni, pa tudi revizije nimajo opravljene. Tako da, ja, kar malček slabo kaže tudi samo zaradi tele sekcije. Torej, nimajo opravljene revizije, to so takoj, tukaj je veliko minus točk. Leaderboard ocena ni med top 20%. In pa rešene varnostne težave ne vemo, zaradi tega, ker ni opravljene revizije. Tako da v tej sekciji dobi ta projekt žal 3 točke od vseh možnih 25. In tako, naša končna ocena je 50 od 100. In to naš projekt uvršča pod povprečno, potrebnih je več raziskav. Za las je še ujel tole oceno. Za 1 točko manj bi šlo pod tvegano, resni pomisleki. Tako, to je naša raziskava. Kaj si vi mislite o njej? Kar komentirajte spodaj, tudi če smo morda kaj pozabili. Kot sem tudi že večkrat ponovil, ponavadi so te raziskave še daljše, jaz na te videe pridem že pripravljen. Tako da, dajte nam kakšen všeček, kot sem že rekel, komentirajte spodaj in seveda ne se pozabite naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naše naslednje epizode kripto raziskav. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.